Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kakšno sezono letos pripravlja gledališče Koper. Gledališče Koper vstopa v svojo 24. predjubilejno sezono. Ponudilo bo 6 premier, 4 za odrasle in 2 otroški. Na programu so letos ženski teksti s poudarkom na partnerskih odnosih. Te partnerski odnosi pa seveda ne morejo biti sami po sebi, so vedno vpeti v neko življenje, iz katerega tudi seveda potem izhajajo. Čisto vsak tekst se tega dotakne. Predstava Naša familija je v avgustu že doživela prvo uprizoritev, v oktobru pa bo sledila še uprizoritev 3 verzije življenja. Tijana Zijanič se v gledališče Koper po nekaj letih vrača kot režiserka predstave Dnevi zavrženosti, v mesecu maju pa bo na sporedu koncert igralca Roka Matka in Obalnega komornega orkestra z gosti. V jubilejni sezoni se spominjamo in se bomo verjetno spominjali vseh naših uspehov, vseh naših korakov, vsega. V tej sezoni smo pa po Kopru obesili plakate z našimi igralci, z igralci, ki so, bom rekla, v civilu, slikani so po predstavah, v privatnih okoljih, ponavadi po premieri. In rada bi, da ve to mesto, da to je teh 7 ljudi, ki ne samo svojo službo, ampak tudi svoje življenje, svojo energijo vlaga v to, da bi mesto imelo gledališče. Ker gledališče je tako nekako sinonim za mesto. Otroško gledališče Svetilnik po uspešni lanski prvi sezoni, ki jo je obiskalo 20.000 otrok, vstopa v drugo. Tudi letos ponujajo abonma Mavrična ribica za otroke do 5. leta starosti in abonma Mali oder za otroke do 3. leta starosti. Vsak od abonmajev se mi zdi, da ponuja take lepe pravljične naslove oziroma vsebine, ki jih mogoče vsaj delno poznamo. Gledali si bomo Kekca, Ostržka, videli bomo Sneguljčico, Motovilčico, znane pravljice, znana besedila, pa še mnoga druga. Med našimi produkcijami oziroma premierami gledališča Koper oziroma gledališča za otroke Svetilnik, ki deluje pod njegovim okriljem, sta pa pravljice po telefonu oziroma v italijanščini Favole al telefono, ki jo bomo predstavili v 2 jezikih. Najprej bo ta predstava zaživela v italijanskem jeziku, nato pa čez mesece še v slovenščini. Po 2 letih napovedovanja predstave Ostržek bo ta letos le izpeljana s številčno zasedbo, sledilo pa bo tudi nadaljevanje gledališke nanizanke z Igorjem po svetu. Gledališče Koper bo tudi letos ponujalo spremljevalne pedagoške vsebine, kakor so učna ura po gledališču ali gledališki bonton, ter gledališko šolo in gledališki trening. Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič, člani tajne antifašistične organizacije Borba, so bili 6. septembra 1930 po hitrem postopku obsojeni na smrt pred posebnim fašističnim sodiščem in ustreljeni v bazoviški Gmajni. Danes veljajo za prve žrtve raznarodovalnega, nasilnega nacionalističnega režima, simbol nasprotovanja in upora fašističnemu režimu in za junake Evrope, zgrajene na temeljih antifašizma. Letošnja slovesnost, ki je potekala v nedeljo na bazoviški Gmajni, je potekala v luči doslej še neobjavljenih pisem Frana Marušiča, ki jih je iz sodnih zaporov pisal svoji družini in iz katerih je kljub temu, da je pisec že poznal svojo usodo, vela predvsem skrb za počutje njemu najdražjih. Kaj počnejo moji mali bratci? Vojko, Davor, Olga, Vojko in Davorik. Upam, da so vsi dobrega zdravja. Topel objem vsem trem. In letošnja slovesnost je potekala tudi s poudarkom na to, da so 4 uporniki v Italiji še vedno označeni kot teroristi.
Čeprav se je, kot je poudarila senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc, rehabilitacija de facto zgodila v poklonu predsednika Sergea Mattarelle in nekdanjega slovenskega predsednika Boruta Pahorja pred spomenikom bazoviškim žrtvam leta 2020. Italijanski predsednik in slovenski predsednik se nikoli ne bi poklonila pred spomenikom teroristom. Zato čuvajmo ta spomin in čuvajmo predvsem upanje, da bomo nekoč uspeli in zato si prizadevam, da bi italijanska država rehabilitirala vse smrtne žrtve posebnega sodišča in med njimi so tudi naši 4 bazoviški junaki. Pravni status umorjenih je v Bazovici komentirala tudi slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko. Vsekakor bazoviški junaki niso teroristi, v nobenem pogledu niso bili teroristi takrat in niso tudi ne danes. In ne za slovensko državo, ne za širšo mednarodno skupnost. To so borci za svobodo, tisti, ki so se uprli fašističnemu režimu, ki je hotel vzeti slovenska imena, jezik, identiteto in seveda tudi pripadnost narodu. Tako da tu je treba napeti vse napore, kakršni so potrebni, pa ne le, da se to spremeni na papirju. Bolj in mnogo bolj bistveno je, da se to spremeni predvsem v zavedanju ljudi. In kar bi se jaz želela, seveda, za današnjo proslavo in za vsako naslednjo, za katero je pravilno, da jo podpremo absolutno kar se le da iz Slovenije, da bi bile tudi tukaj italijanske oblasti, kajti to bi bilo tisto, kar bi največ štelo tako v aktualnem dogajanju, kot pa seveda tudi za vse zanamce. Dodala je še, da si želi predvsem, da bi bile na vseh prihodnjih slovesnostih prisotne tudi italijanske oblasti. Na slovesnosti sta namreč umanjkala tako tržaški župan Roberto Di Piazza, kot tudi predsednik dežele Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga. Njuno odsotnost je senatorka Tatjana Rojc pospremila z besedami. Brez komentarja. Evropski svet za inovacije je izbral nove projekte v okviru razpisa Iskalec Pathfinder 2024. Med njimi je tudi projekt izredne profesorice dr. Ane Sandak iz Izolskega inštituta InnoRenew. Od 1110 prijavljenih projektov je bilo izbranih 45, slednji bodo skupaj prijeli do 138 milijonov evrov. Cilj projektov je razvoj vrhunskih tehnologij na različnih področjih, od zdravja, umetne inteligence, računalništva do okolja in energije. This is the new project Remedy, it's called Remedy, and this is a joint project between InnoRenew as coordinator, University of Ljubljana, University of Graz. We have Tiger Coatings, big producer of coatings. We have also Xylo, small producer of coatings and producer of printers, Kures from Slovakia, and support from University of Primorska. And we are aiming to develop new technology and new product. The new product is living ink, and then new technology is Archivium Tattoo. S projektom bodo poskusili doseči preboj na področju mikrobiologije in sinteze. Sandakova s pomočjo svoje ekipe raziskuje inženirske žive materiale, ki se lahko prilagajajo in odzivajo na okoljske spremembe. So we are aiming to develop new approach for protection and for decoration of different buildings and building sector. We will be using conventional coatings, but on top we would like to add the protective layer of microbial consortia, which will be acting it will be acting against the bioremediation and production of oxygen, capturing the emissions, and then releasing capturing carbon dioxide and releasing oxygen and so on. So there will be the facades of the building will be living. And they will be the resilient and responding to environmental changes and also the climate changes. S projektom Remedy, ki bo trajal 4 leta in s pomočjo katerega bodo raziskovalci spodbujali probiotično arhitekturo in krožno gradbeništvo, bodo pričeli v januarju. Programi Evropskega sveta za inovacije Pathfinder so namenjeni, da podprejo najbolj prodorne inovacijske projekte, ki bi se lahko učinkovito pretvorili v tržne produkte. Že tretjič se je v Kopru odvil svetovni pokal v športnem plezanju, ki so se ga udeležili tudi nekateri olimpijci.
V petek in soboto je v plezalnem centru Plus Climbing v Kopru potekal svetovni pokal v težavnostnem plezanju, kjer se je pomerilo 58 žensk in 58 moških, med katerimi je slovenske barve zastopala 18-članska ekipa. Plezalce je podprla 6000 glava množica, med katerimi je bila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. V moški konkurenci je slavil aktualni olimpijski prvak, 19-letni Britanec Toby Roberts. Drugi je bil Japonec Sorato Anraku, tretji pa Francoz Sam Avezou. Nihče od njih sicer ni prišel do vrha. Med ženskami je zmagala dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret. Do vrha so ji zmanjkali 3 oprimki. Pred tekmo smo preverili, če je zaradi zlate olimpijske medalje čutila pritisk zmagati tudi na domačem terenu. Ja in ne. Po eni strani ne, ker sem letos dokazala, da sem najboljša na olimpijskih igrah in v bistvu lahko brez pritiska in mirno tekmujem v Kopru, ampak po drugi strani pa še vseeno je tekma v Kopru, torej je na domačih tleh, na tleh, kjer hočeš zmagati. In ja, absolutno želim pokazati svojo dobro predstavo, sploh pa letos bo to moja zadnja tekma, torej sicer sledita še 2 po temu, ampak sem se odločila, da naslednji 2 izpustim in je Koper moja zadnja, tako da ni lepše, ko pa sezone zaključiti zmago, tako da si tudi zato želim. To je bilo za Korošico zadnja tekma v tej sezoni. Drugega mesta se je veselila Avstrijka Jessica Pilc, tretjega pa Američanka Annie Sanders. Koper je tekmovanje v svetovnem pokalu gostil že 3. Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije je tudi v letošnjem letu organiziralo tradicionalno, tokrat že 33. konferenco NENE, Nuclear Energy for New Europe. Mednarodna konferenca, ki se je odprla v ponedeljek v hotelu Bernardin, združuje jedrske strokovnjake in inovatorje z področja jedrske energije, ki so v preteklih dneh govorili o stanju, razvoju in pomenu jedrske energije za zanesljivo oskrbo z nizkoogljično energijo danes in v prihodnjih desetletjih. Novembra bomo namreč v Sloveniji na referendumu odločali o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Slovenija je jedrska država, ki se hoče razogljičiti tako kot ostala Evropa. Če se želimo razogljičiti, moramo uporabiti vse tehnologije za razogljičenje, ki so na voljo. Jedrska je tukaj kot nizkoogljičen vir, stabilen vir, ki deluje, proizvaja elektriko ne glede na vreme, izjemno primerna. Dodatno ima Slovenija kot jedrska država vso socialno infrastrukturo, to je raziskave, regulatorja, razvoj, šolanje, odlične in izkušene operaterje, da to vlogo, da uporablja jedrsko energijo še nadalje v prihodnosti in zagotavlja stabilno nizkoogljično elektriko za prihodnost Slovenije. Na tiskovni konferenci pred slavnostnim odprtjem mednarodne konference je poleg Snoja prisotne nagovoril tudi Igor Lengar iz Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, direktor inštituta Jožef Štefan Boštjan Zalar in predsednik mreže mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Jan Malec. Brez energije naša civilizacija pač ne more delovati. Najvišja cena je, če energije ni. Tako je. In zaradi tega je jedrska energija daje energijo v pasu, to pomeni električno energijo v pasu, neodvisno od vremenskih vplivov. Torej je najbolj stabilen nizkoogljični vir električne energije. Kolikor zaenkrat vemo, pač so zgolj statistični podatki, koliko Slovencev bi podprlo, da gremo v to smer. Zdaj jaz o konkretni številki ne bi rekel, je pa seveda zaenkrat pozitivno, ampak kot veste, to je zelo kočljivo vprašanje. In ravno zaradi tega smo se na inštitutu Jožef Štefan odločili, da bomo ob začetku te konference napovedali tudi niz dogodkov na naši inštituciji, s katero bomo poskušali slovensko javnost bolj informirati o prednostih, pa tudi o določenih slabostih uporabe jedrske energije. Prej poudaril na tiskovni konferenci, imamo več alternativnih scenarijev, med katerimi se je zelo težko odločati in tudi odločevalci, ki se bojo mogli odločati, bojo imeli zelo težko nalogo.
ampak še vedno mi menimo, da je pač ta kombiniran scenarij, da ohranimo za to prehodno obdobje, dokler še nimamo resnega nadomestka za obstoječo tehnologijo, je pa fizijska energija, fizijska jedrska energija dober izhod, saj še naslednjih 10-20 let. Konec koncev upamo, da bo kdaj naša tehnologija napredovala tako, da bomo bili sposobni na Zemlji kreirati nekaj malih sončkov, s katerimi bomo proizvajali energijo, ampak zaenkrat naše znanje še ni tam in bo še kar nekaj časa trajalo, da bomo dobili. Jaz mislim, da večina težav danes, ki jih ima jedrska energija, niso tehnološke, niso niti toliko ekonomske, ampak so predvsem družbene. Živimo v času, ko imamo gensko spremenjene organizme, ki lahko rešijo marsikateri problem z lakoto, imamo cepiva, ki lahko pomagajo pri epidemijah in imamo tudi jedrsko energijo in druge tehnologije, ki lahko pomagajo pri proizvodnji čiste energije. Težave, s katerimi se srečujemo, so družbene. Največji problem je v družbi povedati, kaj rabimo. Glede varnosti mislim, da že dolgo ni problem. To so spoznali celo nasprotniki jedrske energije, saj danes o varnosti sploh več ne govorijo, tudi ekologija ni upravičljiva, govorijo večinoma o ekonomiki. Medtem ko se je v hotelu Bernardin odvijala tiskovna konferenca pred slavnostnim odprtjem, pa se je pred hotelom odvijalo pestro dogajanje. Več o tem v prihodnjem prispevku. Pred pričetkom mednarodne jedrske konference v Portorožu so aktivisti Greenpeacea pripravili protestno akcijo. Aktivisti z 8 držav so v ponedeljek na mednarodni jedrski konferenci v Portorožu s protestno akcijo opozorili na to, da je preveč neznank pred jesenskim referendumom o projektu JEK2. Na protestni akciji je Sara Kosirnik, predstavnica Greenpeacea Slovenije, dejala, da so aktivisti prinesli glavno sporočilo: jedrske pravljice, draga realnost. Letos jeseni nas čaka referendum, na katerem se bomo volivke in volivci izrekali o gradnji drugega bloka jedrskega reaktorja v Krškem, tako imenovan projekt JEK2. Greenpeace Slovenija zadnje mesece že zelo glasno opozarjamo na pomembnost razrešitve vseh neznank pred referendumsko odločitvijo. Eno od najpomembnejših vprašanj, za katerega verjamemo, da bi se pa res moral pred izrekanjem na referendumu razrešiti, so vsa vprašanja vezana na financiranje novega jedrskega reaktorja. Glede na informacije, ki jih imamo strani vlade in tudi v bistvu strani Gene energije, bodo pa vsa ta vprašanja jasna šele leta 2027 oziroma 2028, torej v letu tako imenovane končne investicijske odločitve. Dejala je še, da so stroški jedrskih elektrarn v zadnjih desetletjih stalno naraščali. Navedla je porast stroškov projekta Temelin na Češkem, ki so se od prvotno predvidenih povečali za 78 milijard čeških kron, projekt v Bolgariji se od prvotno predvidenih ocen podražil za 10 do 12 milijard evrov, na Slovaškem so se stroški dokončanja Mohovce 3 in 4 povečali s približno 3 milijarde evrov leta 2008 na preko 6 milijard evrov v priklopu na omrežje leta 2023. V času omejene javne porabe, negotovih gospodarskih razmer, vse več stisk za vse več gospodinjstev in ne nazadnje tudi v času podnebne krize, bi bilo prav in smiselno naslednje. Namesto propagandne promocije projekta, ki jo vlada izvaja že od pomladi letos, ki ga bomo v enem izmed scenarijev najverjetneje preplačali državljani in gospodarstvo z dragimi položnicami za elektriko, pozivamo, naj se država loti podnebnih ukrepov, ki so na voljo tukaj in zdaj. To pa so energetska učinkovitost, vlaganje v obnovljive vire energije, ki vse bolj utrjujejo svoj položaj najcenejšega vira elektrike. V sredo se je pod viaduktom Črnikal tudi uradno odprl Center za obiskovalce Kraški Rob. Z novim centrom za obiskovalce Kraški Rob upravlja Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper. To je območje, ki ga obiskuje čedalje več gostov in nedvomno je bil z vidika menedžeriranja turističnih tokov zapostavljen. Zaradi česar je pogosto prihajalo do nereda in do težav pri domačinih. Hkrati pa želimo revalorizirati ta prostor tudi skozi turizem. To pa bomo lahko dosegli le na način, če bomo obstoječi prostor in prostor za rast zapolnili pametno, načrtovano in predvsem trajnostno.
Kot je še poudarila koprska podžupanja, gre za prvi korak k sistemski, trajnostni in kakovostni ponudbi na območju Kraškega roba. Trajnostne strategije razvoja turizma v občini zasledujemo dva cilja. Eden je razpršitev celotne sezone skozi celo leto na način, da dosegamo desezonalizacijo. Drugi pa je preusmeritev turističnih tokov na način, ki bo izločal tranzitni promet, ki pretirano bremeni ta občutljiv prostor. V centru bodo obiskovalcem na voljo zanimivosti o Kraškem robu, informacije o gradnji drugega tira in posnetki adrenalinskih doživetij. Na voljo je tudi polnilna postaja za električna kolesa, na zgornji ploščadi pa tudi brezplačen daljnogled za oglede širše okolice. Naj uvodoma povem, da bo vse obiskovalce nagovarjala sovica Kala. Logotip oblikuje sova, ki je znak za modrost, hkrati pa je zraven tega so znakci, ki obiskovalce oziroma goste nagovarjajo k trajnosti, k zelenemu turizmu. To je tudi namen te točke. Ta točka, informacijska točka, ni samo točka, v katero bodo se obiskovalci, kateri bodo prišli, zato da dobijo informacije o vseh kolesarskih, pohodniških poteh, drugih naravno-kulturnih znamenitostih tega območja. Poleg tega je tukaj trgovina z izdelki lokalnih ponudnikov tega območja in drugimi spominki. S tem namenom smo tudi vse lokalne ponudnike povezali, zbrali, jih nagovorili in povabili, da je tukaj točka, kjer lahko tudi predstavljajo in prodajo svoje izdelke. Kot napoveduje direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, bo pestro tudi ob vikendih, ko bo zaživela lokalna tržnica. Center sicer deluje že nekaj tednov, odprt pa je od petka do nedelje dopoldne. Preteklo nedeljo so v Kopru privezali 1000 potniško ladjo, ki je priplula v Koper od začetka potniškega ladijskega turizma leta 2005. V nedeljo so na koprskem potniškem terminalu privezali 1000 potniško ladjo. Na slovesnosti ob sprejetju ladje je predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan napovedala, da se bo novembra začela gradnja novega objekta potniškega terminala, ki naj bi bila zaključena do pomladi 2025. Ta ladijski promet in potniki zagotovo pripomorejo k večji prepoznavnosti Kopra, poživljajo mestno središče in življenje v njem. Prispevajo pa tudi k večji razpoznavnosti ne le Kopra, naše istrske regije, temveč celotne Slovenije. Direktorica slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj je v svojem govoru poudarila, da se Koper s kombinacijo naravnih lepot, kulturne dediščine, edinstvenih doživetij, odličnih storitev in prizadevanj številnih deležnikov v zadnjih letih uveljavil kot atraktivna destinacija za potniški ladijski turizem. Ponuja bogato ponudbo izletov po čudovitem zaledju, številne možnosti za raziskovanje naše čudovite zelene države in pa seveda kulinarična doživetja in številne druge stvari. V letošnji sezoni naj bi potniške ladje tako pripeljale k nam okrog 125 000 potnikov in pozitivni so tudi obeti za prihodnje. Verjamem, da ste in pa boste mnoge od njih navdušili tudi za ponovni obisk naše države. Križarjenja so pomemben del slovenskega turizma, ustvarjajo multiplikativne učinke, kot vemo, tako neposredne kot tiste posredne, kajti spodbujajo aktivnost različnih sektorjev v državi. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti, da želimo v Sloveniji razvijati turizem, ki je trajnosten, ki je odgovoren in veselijo nas zaveze ladijskih podjetij k odlični nevtralnosti in zgledom na tem področju vodi tudi Luka Koper. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh pa je dejal, da je prihod 1000 potniške ladje pomemben mejnik, saj je velik porast prihoda potniških ladij, ki ga beležimo v zadnjih letih, potrjuje, da je koprsko pristanišče pomembno središče za potniški promet in turizem. Ob tem na Ministrstvu za infrastrukturo se zavedamo, da je za nadaljnji razvoj potniškega prometa v koprskem pristanišču potrebna ustrezna infrastruktura, ki bo omogočala sprejem in obravnavo potnikov ter izvedbo vseh spremljajočih aktivnosti. Ministrstvo za infrastrukturo je februarja letos Luki Koper podalo soglasje k pričetku investicije v potniški terminal ter potrdilo projektno dokumentacijo.
Investicija v gradnjo novega potniškega terminala je vključena v resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 in je ena od prioritet vlade Republike Slovenije. Koper se je kot pristanišče za potniške ladje vpisal na svetovni zemljevid leta 2005 s prihodom prve večje potniške ladje s 600 potniki, od takrat pa je v mestu s potniškimi ladjami prispelo že več kot 1 milijon ljudi. Petek 20. septembra bo v letnem kinu Arigoni potekal dobrodelni kulturni dogodek za Palestino. Dogodek organizira kulturno-umetniško društvo Format iz Kopra v sodelovanju z organizacijami iz Slovenske Istre in Ljubljane. Na dogodku se bo predstavilo 8 slovenskih glasbenih izvajalcev in nekaj kulturno-umetniških društev. Vsa zbrana sredstva od prodaje vstopnic in drugih izdelkov na dogodku bodo namenjena organizaciji MAP, Medical Aid for Palestinians. Obilne padavine, ki so v sredo ponoči zajele vso državo, so veliko težav povzročile tudi na območju Slovenske Istre. Zaradi obilice padavin je bilo ponekod močno oviran cestni promet. Gasilci Koprske gasilske brigade so našteli več kakor 200 posredovanj. Najbolj kritično je bilo v Šalari, kjer so zaradi narasle badaševice starši svoje otroke morali odpeljati iz vrtca. Gasilci so zaradi narasle vode posredovali tudi v vrtcu v Bertokih. Večino posledic naraslih meteornih voda so pristojne službe že odpravile. Izjema je železniška cesta med Koprom in Ankaranom, ki je trenutno zaprta za promet. Včerajšnje obilno deževje je že napovedalo prihajajočo jesen in s tem tudi sezono peke jabolčnih zavitkov. Poglejmo si, kako si lahko tole opravilo malce olajšamo. Tri, štiri, daj. Malo. Okay. Samo 3, 4, daj. Pozdravljeni v oddaji Kulturni napovednik, kjer vam na tedenski bazi predstavimo dogodke, ki se bodo odvili v slovenski Istri. Ta vikend se bo odvil prvi vikend na Robu. Gre za serijo dogodkov, ki jih Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper pripravlja na Kraškem Robu. Dogodki bodo potekali od zgodnjega jutra pa vse do sončnega zahoda, ko se boste lahko udeležili vse od zvočnih kopeli, pohodov, plezanja in družinskih dogodivščin. Podrobnejši program dogodkov si lahko preberete na spletni strani visitkoper.si. Na sobotni večer se lahko udeležite tudi 6. festivala Klap, ki bo potekal v Koprski taverni s pričetkom ob 20. uri. Predstavile se bodo a kapela dalmatinske glasbe, ženska klapa Fritule, klapa Puntape, Castrum Veneris, klapa Galeb, Bella Istriana Solinar, kvintet Molet ter mandolinistika Kapodistrija. Ob isti uri se bo v portoroškem avditoriju pričel koncert kultne slovenske zasedbe Laibach. Izvajali bodo material svojega ikoničnega albuma Opus Dei, vključno z izborom drugih skladb iz svojega repertoarja. Prisluhnimo njihovi skladbi Life is Life. Life. Life is life. Life. Life is life. Life is life when we all feel the power. Life is life when we all feel the pain. Life is life, it's the feeling of the
Na nedeljski večer bo v dvorani Pokrajinskega muzeja Koper potekal koncert opernih arij in samospevov priznanega basista doma iz Argentine Luke Debevca Majerja, na klavirju pa se mu bo pridružil Diego Licciardi. Pričetek dogodka ob 19:30. V ponedeljek se lahko odpravite v izolski Hangar bar, kjer se bo ob 20. uri pričela stand-up komedija Zagnani neznani. Leto bodo izpeljali trije komiki, Matic Kokošar, Dejan Ikovič Buši in David Gorinšek. Komedija pripoveduje o komičnih vidikih današnjih 30-letnikov, ki ugotavljajo, da so še vedno premladi za kupno moč, a že prestari za divjo noč. Na četrtkov večer bo potekal še en glasbeni obisk, ki ga prireja Društvo prijateljev mladine Koper. V mali dvorani glasbene šole se bo predstavila Emilija Miodrag na čembalu, ki bo izvedla znane Goldbergove variacije Johana Sebastiana Bacha. Pričetek ob 19:30. Isti večer pa istrski potujoči Kino Istra nadaljuje s filmskimi projekcijami v zaledju slovenske Istre. Tokrat bodo na Vaškem trgu v Šmarjah predstavili film Zoran moj nečak idiot italijanskega režiserja Mattea Oleottija. Pričetek projekcije ob 20. uri. Na petkov večer se bo v letnem kinu Arigoni odvil dobrodelni kulturni dogodek za pomoč žrtvam v Palestini. Tega organizira kulturno-umetniško društvo Format iz Kopra v sodelovanju s Centrom za kulturo in šport ter prireditve Izola, kulturno-izobraževalnim društvom Pina, neodvisnim obalnim radijem, klubom izolskih študentov in dijakom, klubom študentov občine Piran ter Centrom mladih Koper. Predstavila pa se bo vrsta slovenskih glasbenikov, med njimi so ženski pevski zbor Kombinat, Noreja, Zajtrk, Goga od Zmelkov, Impulzija, Auto, Torulson in Rahat. Dogodek se prične ob 19. uri, več o njem pa si lahko preberete na Facebook dogodku Za Palestino for Palestine. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi v zadnji izdaji časopisa Megafon ali pa na naši spletni strani www.megafon.si. Hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden.